pansko končnico, ki sodi med najbolj reprezentančne predmete Čebelarskega muzeja v Radovljici. Panska končnica je naša posebnost, posebnost slovenske ljudske kulture, in sicer so nastale te deščice, poslikane deščice, največ jih je nastalo v 19. stoletju, čeprav jih sledimo že od 18. stoletja. In sicer so bile te panske končnice na krničih, to se pravi panjih, ki so bili domovanje za čebele. Vsi te panji pa so sestavljali čebelnjake, ki prav tako predstavljajo eno zelo pomembno kulturno dediščino naše kulturne krajine. Panske končnice so poslikavali tako samouki, kot tudi kakšni izobraženi slikarji, so se pa med sabo razlikovali predvsem po motiviki. Sprva so dejansko čebelarji menili, da se čebele ob teh pisanih podobah lažje orientirajo, da pridejo prej v svoj čebelnjak, vendar pa so želeli seveda te čebele zaščititi in so najprej na te panske končnice slikali predvsem verske motive oziroma ljudske zavetnike. No, predvsem v 19. stoletju, ki je poznano po vojaških spopadih, številnih vojaških spopadih, pa se pojavijo na njih tudi zgodovinski motivi, kar kaže na to, da je naš človek, naš čebelar, preprost čebelar, veliko razmišljal, bral, se poučil o tem, kaj se je dogajalo, in potem te svoje predstave o tem, kaj se je dogajalo, narisal na teh panskih končnicah. No, in ena izmed najbolj zanimivih in z evropsko razsežnostjo je tudi tale motivika, ki prikazuje eksekucijo Maksimilijana Habsburškega. Maksimilijan Habsburški je bil brat Franca Jožefa, cesarja Avstro-Ogrske, ki je med letoma 1864 in 1867 odšel v Mehiko in tam prevzel cesarstvo. Po 4 letih je seveda bitko izgubil, premagala ga je vojska Benita Juareza, ki ga je potem tudi kljub z velikim prizadevanjem evropske diplomacije, da bi ga pač pustili domov, ga je Benito Juarez dal ustreliti skupaj s svojima 2 generaloma. Motiv je zelo zanimiv ne samo za slovensko kulturo, ampak tudi ima evropske razsežnosti. Franc Jožef je namreč odobril 6000 vojakov, ki so spremljali Maksimilijana v Mehiko, in med drugim med temi 6000 vojaki je bilo tudi preko 400 slovenskih oziroma vojakov iz Kranjske. Obljubljal jim je seveda mnogo ugodnosti, predvsem pa veliko zemlje v Mehiki, vendar pa seveda tako, kot so Maksimilijana pripeljali nazaj v krsti, je tudi prišlo nazaj zelo malo teh vojakov, Meksikajnarjev, kot so se imenovali. Naša slovenska javnost je o tej zgodbi veliko lahko brala v kmetijskih novicah, zato ni bilo težko pravzaprav si predstavljati, kako je potekal tale dogodek, ko so ustrelili Maksimilijana Habsburškega.